smo pač določili in proti Evropi nekako podali ta izhodišča, to je pač naravovarstvo naredilo, potem so se parki ustanovili in to je zdaj dejstvo, mimo katerega ne moremo. Je tudi drugo dejstvo, da s tem prostorom lahko upravljajo edino kmetje. Torej je moje stališče vse skozi kompromisi. Jaz se zavedam, da biotska pestrost in raznovrstnost je za vse človeštvo zelo pomembna. Za vas, za mene, za vsakarja. Tudi te naravne vire ne bomo kar uničili, zato pa jih imamo, ker ste do zdaj to razumeli in tako kvetovali. Me pa moti, da te kompromisi včasih so takšni, da udarijo kar čez vse in da seveda potem kmeta malo preveč stisnejo. Ne glede na karkoli, prav kratkem sprememb ne pričakujemo, to se pravi, svetujem, da se malo prilagodimo, to se pravi, da poberemo tisto, kar se ta trenutek ponuja. To je zdaj tisto izhodišče po moje, ki moramo iz tega izhajati. Zdaj, sami KOPOP ukrepi so pač že bili in veste, da so veliko je zelo podobnih stvari. So 5-letni in prej so bili 5-letni. Tisti, ki so slučajno vstopili 19-20 leta, 5 letke še niso končali. In imajo možnost zelenim, da se strinjajo, da prevzamejo zelo podoben ukrep, ker so zelo podobni marsikateri, ali pa da se ne. Če prevzamejo zelo podoben ukrep, nadaljujejo s tem ukrepom še naslednjih 5 let. Če se ne strinjajo, pač jim ni treba denarja vrniti, samo tistega ukrepa pač ne morejo več v tej 5 letki vzeti. Tako da je stvar dokaj preprosta. Hvala Bogu so obe te dve možnosti dane na razpolago. Seveda vemo pa, da vedno gre za paket 5 let in tudi tukaj je pač to. Še vedno je tako, da neko izobraževanje mora biti v obseg 15 ur, ki je mačken porazdeljeno po letih, mi jih lahko, letos bo tako, da ne bo treba stalno eno in isto poslušati vam. Bo menda en napredek, da bo več tega na izbiro in si boste lahko izbrali, jaz grem pa to poslušati, pa to, pa to, pa boste nabrali teh 15 ur. Bo ponujeno. Tako da ne bo gledali napredek, takač pa evidence in pa seveda pač te digestat. Digestat se je zdaj zelo pojavila po Sloveniji. Dolenci bi ga vozili kamorkoli, ampak vi ga pač tukaj ne smete uporabljati. Že zaradi barja, že zaradi drugih stvari, pa še za KOPOP ukrepe. Tako da je argumentov več. Samo izobraževanje, kot sem rekel, zelo nekako poenostavljeno bi rekel, ampak seveda je treba pač v prvih 3 letih vsaj 9 ur nabrati iz tistega nabora. Tako da evidence so zelo podobne, bojo zdaj še priloge nove, ker so močne razlike in tukaj ne vidim takih sprememb, da bi karkoli tele podrovali. Sam vstop, katerokoli operacijo je vezan na sloje. Jaz jih bom skozi sprot malo kazal, tukaj na barju imate te sloje zelo bogato zajete, prebogato celo marsikje, tukaj je moje stališče, da bi morali malo bolj upoštevati kmetove potrebe. No, v glavnem, pač teh možnosti je veliko in seveda marsikje se te evidence tudi prekrivajo, metulje, ptice in tako naprej in imate možnost seveda pa tudi to pobrati. Se pravi, se lahko kar nekaj denarja nabere. Seveda, je pa vse to zelo omejeno, kot bomo videli, pomeni, da morate imeti dovolj zemlje, da nekje pridelate karbon, nekje pa pač gremo se malo bolj naravovarstvo in seveda, kar mislim, da je edina prava pot. Mislim, da edina prava pot je, da se poskuša, mi vsem ostalim dopovedati, pa vi tudi, da se po svoje trudite, da se poskuša najdeti neko ravnotežje.
brez tega ne bo šlo. Zdaj, siliti v eno ali drugo smer, ne bo šlo siliti v kompromise in ravnovesje, to pa ja. To je pa osnova, ki jo pač moramo imeti. Možno bo seveda prej je bilo že možnost te pravice, ta obveznosti prenašati in tudi zdaj bo možno to prenašati, tako da tudi povečevati. Prej je bilo bolj omejen na tistih 10% in podobno, tako da tukaj se mačkaj bolj sprošča. Zakaj se sprošča? Po isti logiki, kot funkcionira vse te zahteve naravovarstva. Država je tako v zagati, da mora nekaj pokazati Evropi, hkrati sebi, ker so obljubili, da se marsikaj sprošča, da bi le bilo dovolj vpisa. Če bo dovolj vpisal te KOPOP ukrepe, bojo mogoče tudi na kakšnih drugih območjih, ki so nam neljuba, pa mogoče tiste jarke, pa to se bo mogoče dalje izglihati. Če ne bo dovolj vpisa, ne bojo mogli Evropi reči, lejte, sej smo nekaj naredili, sej gremo naprej, sej bo več ptic, sej bo več metuljev, habitatov in podobnega, kar je pač obljubljeno v tej zagadni, v tej obdobju. Tako da naravovarstvo morate razumeti, da je gre bolj za natura območje, če bo kdo zdaj rekel, zakaj pa tam lahko zidajo, pa ceste, pa vsak trgovine delajo na najboljših njivah, zdaj se oni ne ukvarjajo. Oni se ukvarjajo z natura območji. To je nekako njihovo. In zdaj Ministrstvo za okolje in prostor se seveda ukvarja s celoto, ampak tisto je pač bolj vezano na ARSO. Tako da veste, kaj so pravi naslovi za debato in kakšno debato. Te površine vse je bolj svobodno, lahko celo prehajate na neke bolj takšne operacije, ki so bolj željene, bolj naravovarstveno pomembne. Tako da to je to. Okrog analize tal, gnojilnih načrtov in podobnega. Kjer je na vodovarstveno območje, je čisto druga zgodba. KOPOP ukrepi, druga zgodba. Marsikdaj se to lahko preliva. Tam imamo vodovarstveno območje na Barju, imamo to, imamo tudi v zaledju hribi, občinske te naravovarstvene območja. Tam je pač vsako gnojenje za sabo potegne vzorec in analizo tal. Vsako naravovarstveno. Tukaj seveda pri KOPOP ukrepih, če niste na naravovarstvenem območju, pa potegne za sabo to zgodbo, vzorec, analiza in potem gnojilni načrt, samo kadar uporabljate mineralna gnojila. Tako da marsikdaj za tele ukrepe, ki so zelo željeni, metulji, ptice in podobno, za te ukrepe sploh ni potrebno, nikjer ne gledajo. Je pa dejstvo, da vodate evidence, pa morate, poleg evidenc seveda tudi, če kaj kupite na nekih drugih površinah, da recimo v tem primeru lahko z mineralnimi gnojili nekaj dokupite za neke druge površine, pa pravijo, je spet neka olajšava, da vam ni potrebno jeti skozi ves ta postopek. Druga zgodba so seveda teli datumi tukaj labora, veljavnost analize. Kar imate doma, veljavnost je 5 let, kot je bilo, kar imate doma še svežega, pa da lahko letos ponucate, hvala Bogu, pa je pač v evidenci in imate to stvar urejeno. Kar nimate, da bi šli zdaj vzorce jemati, vam ne priporočam, ker se po 1.7. ustanovi šele register in po 1.7. šele padete not v to zgodbo, da ste v registru. Ta register bo pa veljal seveda potem za vsa naslednja leta. Tisto, kar imate pa zdaj doma, se pa z letošnjim letom pozabi, pa tudi če ste šele 3 leta po postopku, tako da je spet ena stvar. Ampak zaradi tega imate možnost tam, kjer boste na novo nekaj počeli, da v jeseni
ali pa zgodaj spomladi vzamete vzorce, tam kar pač mineralna gnojila uporabljate in da bo potem seveda vam dalj časa veljalo. To je smiselno, moje pojme. Zdaj, območja so seveda vodovarstveno tole zajeto. Vsa vodovarstvena območja, tukaj, če vi gledate Gerke, ne vidite, da je to kar pestro. Da je to kar pestro in da gnojilni načrti pa evidence iz prvega paketa padejo tle not. Nič v zvezi s KOPOP-om. Tako da tukaj pač na to je treba opozoriti. No, zdaj pa imamo pa na te operacije, ki so zelo, zelo podobne. Pri ta prvem bom največ teh razlik povedal, ali pa po isti logiki skozi naprej. Habitati so najbolj splošni, splošna operacija. Tukaj gre pač za to, da se ohranja ta biotska pestrost v širšem smislu. Kar je tudi prav, saj človeštvo bo nekako mora preživeti od narave in ta biotska pestrost je osnova funkcioniranja narave. Tukaj ne gre še za metuljčke pa ptiče, ampak gre za širšo splošno sliko in zaradi tega so seveda potem tudi to operacijo mačkrat bolj tako si zamislili, da je lažje dostopna in da je pač na širšem slovenskem območju možno to operacijo opisati. In seveda so določili tudi neke datume, ki pač veljajo za določena območja. Zaradi tega, da pač recimo te habitate pač lahko enkrat malo prej pokosite, enkrat malo kasneje, z ozirom na to, ki je pač leži to območje. Logično. Večino naše zgodbe habitatov pade v 10.6., košnja po 10.6., do takrat je že nekaj teh rastlin odsvetelo, splošno pač ta biotska pestrost, recimo, da se še na ta način do neke mere ohranja in vse te polja, gore barje, tukaj pa ostalo nižji dol, je seveda možno ta ukrep opisati na tistem koncu in pač košnja je takrat je tukaj bližje. Kaj se zahteva? Zahteva se pač košnja po določenem datumu, potem je pa, to je pod habitat 1. Vse zdaj funkcionira habitat 1 pa 2. Prej so bili posebej ti pač nepokošeni pasovi pa mrva, zdaj je pa to dvojka se imenuje. Ali enka je osnova, je pač plačilo tukaj od spodaj, če pa vzamete dvojko, je pa plačilo malo večje, pod dvojko pa pomeni, da puščate nepokošene pasove in pa mrvo, spravilo v obliki mrve. To je pa ta dodatek. Te nepokošeni pasovi so podobni kot prej, 5–10% površine, pa enkrat letno jih je treba pokositi, pa prestavljati, pustim 5–10% na gernu, pri prvi košnji, pri drugi košnji pustim tukaj, pa uno pokosim, pri tretji košnji pokosim tukaj, pa tisto pokosim. Kolobati je treba, s tem se pač nekako rastline lahko razmnožujejo in tako naprej. To se prav zdaj boš lahko posil z drugo košnjo, boš šum pas lahko pokusil, tako prej nisi smil. Tako, to je sprememba. To je, veste kaj, strašne borbe smo imeli, da smo jim dopovedali, da nas bojo invazivke pojedle in to je rezultat pol njihovega popuščanja. Ok, jaz se je res preveč invaziv, če ne bomo to dokaj hiter kosil, nam že ujide. Že invazivke semenijo. Semenijo. Tako, kot se je bilo prej, te pasovi. Se je že to semenil, se je to razmnoževalo do amen. Tako da malo smo premaknili, ampak to še ni tisto. Sam ta tretjo košnjo moraš pa pustiti pa do drugega leta. Ja, seveda, ko predstavljaš tisto, kar pustiš. Izpas pol pustiš. Izpas pustiš, ja. Zdaj je pač to tako, da te osnovne zahteve so takšne, enko in dvojko velja,
Košnja in paša sta dovoljena. Datum smo rekli po različnih območjih, a ne, mi imamo pač tlele ta notranjski trikotnik 20.6., Ljubljanske barje je 10.6., kot smo pokazali, in podobno to, kar je plavo, da se bolj tiče. Seveda je potem tudi mulčenje ni dovoljeno, to bolj za notrance, lahko navadi so rajši, ker nimajo živali dovolj. Hmal bo pa nas tudi verjetno tako, ne vem, koliko še se govedareja razvijala, če bojo take omejitve. Spravilo travinja itak, pa seveda mineralna gnojila in FFS nista dovoljena, teh 40 kil ste pa itak že slišali. Nekaj organskih gnojil od doma je pa možno uporabljati na teh območjih. Tako da nekako je bilo rečeno, da pač lahko nekaj krme še vseeno pridelate s tem habom. Ni čist zgubljena krma. Če je pač tistih 40 kil dodaste, to je pač teh 10 ton hlevskega gnoja po hektaru, je seveda nekaj zraste in datum je še tak, da še ena krma za dojilje je. Je pa še nekaj, kar velja za povsod, te invazivne tujerodne rastline. Invazivne tujerodne rastline smo imeli tudi cele boje, pa gledali, pa prepričevali. Je tako, da jih zdaj iz gerkov ne bodo metali, če jih boste seveda zatirali. Preprečevanje semenjenja. Tam, kjer so se že močno razvili, celo en ukrep je, ki ga lahko pišete za tist tam, kjer so pač invazivke že zmagale. In pa drugo, tam, kjer je pa invazivk zelo malo, pa seveda je nekako zahtevano, priporočeno, da jih pulte, ker druge metode skoraj ni. Ker jih je malo, se tudi da to približno narediti. Zdaj seveda z neko zlato rozgo bomo težko prišli skupaj z nekimi drugimi rastlinami, se pa da to na ta način nekako. No, to se ponavlja, ta zgodba se skozi ponavlja naprej. V naslednjo operacijo, ki je pač ohranjanje nekih območij metuljev, posebnih, travičnih teh metuljev, strašnični mravljičar in pa temni mravljiščar. Zopet imamo dve stopnje, enka in dvojka. Med sabo, med enko in dvojko se ne da prehajati, kar zberete, pa zberete. Ali tisto osnovo, ali pa osnovi dodani pasovi pa mrva. Kar je malo bolj zahtevno. No, ta ukrep vidite tukaj na barju v južnem delu, pa tukaj pod Belkam dol, pa tukaj nekaj koncev na ono stran. To je dokaj veliko območje in se boste pa kasneje videli, kako se še vsa ta območja prekrivajo en čez drugega, ampak če bi kdo hotel, z omejitvijo košnje, vidite, prej pa pol lahko. Samo v času, ko ta metulj se razmnožuje, pa ne. Zato imate možnost, ki se ukrepi prekrivajo, da izberete tistega, ki vam mačkam bolj paše. Da pač predelate neko krmo. Prej smo videli, da so habitati bolj desno pa gor, te metulji pa tukaj, kjer so še